Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Smernice revitalizacije območja Jožefovega jaška je naslov študije, ki so jo kot soavtorji podpisali Primož Pavšič, Matevž Štravs, Lenka Grošelj in Katja Martinčič. Več o tem projektu nam bosta povedali soavtorici Katja Martinčič in Lenka Grošelj, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni. Zdravo. Pogovarjamo se o območju Jožefovega jaška, Idrijčani pa vendarle to območje poznamo kot območje Parkajzer oziroma Kajzer park. Kako je s temi imeni? Ja, uradno poimenovanje spomenika, ki je bilo razglašeno za spomenik državnega pomena leta 2001, je Jožefov jašek. Ta jašek so poimenovali po cesarju Jožefu II., zato tudi poimenovanje Kajzer. Odpiranje tega jaška se je pričelo leta 1786 in ta leta so bila tudi v bistvu vrhunec pridobivanja živosrebrne rude, živega srebra. Govorimo torej o rudniku, o dediščini rudnika in na tem območju je deloval ta eden najpomembnejših jaškov tudi v letih še po drugi svetovni vojni. Ne? Ja, tako je. Kajzerjev jašek, območje Kamšti sodi poleg? Kamšt je tudi spomenik državnega pomena. Že prej smo rekli, da zgodovina tega jaška sodi v leto 1786. Je bil to pravzaprav tudi najbolj globok jašek v idrijskem rudniku. Celo pod morsko gladino, koliko? Tako, mislim, da 33 metrov pod morsko gladino. Ja, edini v bistvu je povezoval vseh 15 obzorij. Je danes še odprt? Ne, med zapiralnimi deli so jašek zalili, zasuli in je neprehoden. Gospod Martinčič, to boste najbrž vi bolj podrobno vedeli, leta 2001 naj bi bil razglašeno to celotno območje za spomenik državnega pomena. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj pomeni spomenik državnega pomena? Okay, to pa ne vem, če je vprašanje za nas, ki o tem ne razsojamo, ampak to pomeni, da je pač v evidenci, kamor ga je umestila neka komisija na državni ravni, ki se ukvarja in presoja pač s tem, kaj je tako vredno, da se prezervira z državnimi odloki in potem na ta način tudi dobiš denar iz državnih blagajen, ne? Če poenostavim. To je po mojem nek redosled dogodkov oziroma kaj za sabo potegne, če imaš spomenik državnega pomena. Če imaš spomenik, lahko dobiš, ni pa nujno, ni nujno, da je državnega pomena. Lahko je lokalnega, lahko je državnega, lahko pa je UNESCO spomenik. To je pa v bistvu nad državnim, je pa pač evropski, ne? Oziroma ne, svetovni, ne? Svetovna dediščina. V Sankt Petersburgu leta 2012 je bila ta dediščina zaščitena oziroma upisana v seznam svetovne dediščine UNESCO. To je bil pomemben korak. Ja, absolutno. To pomeni tudi, da dobiš večjo prepoznavnost, če gledamo iz tega vidika, ne? Če je pač v tvojem kraju spomenik evropskega, svetovnega pomena, si takoj na nekem zemljevidu, kjer sicer ne bi bil, potegne pa to za seboj tudi marsikatero obveznost. In prav v primeru UNESCO se mi včasih zdi, da je obveznosti celo proporcionalno več kot neke reklame ali pa direktne promocije, no? Če lahko to rečem. Pred 11 leti je ta spomenik, to območje dobilo drugega lastnika, prej je bil rudnik v likvidaciji v tistem zadnjem obdobju, potem pa je občina Idrija kupila celotno območje, za koliko denarja najbrž ne vemo, ne? Trenutno nimam tega podatka. Sam nakup območja pa je občini najbrž prinesel več težav, kot pa vse v prvi fazi, kot pa prednosti. Kakšno je bilo stanje ob začetku? Sigurno takrat so se še izvajala zapiralna dela, nekaj rudarjev je bilo še prisotnih tam, to se je pač več let dogajalo. Se pa območje ni vzdrževalo, pojavljati se je začel vandalizem, objekti so začeli propadati zaradi vremenskih neprilik in pač nevzdrževanja. Občina je sicer takrat že imenovala neko delovno skupino, ki bi se začela ukvarjati tudi z vsebinami na tem območju. Pojavljale so se razne ideje, ampak mogoče zaradi pomanjkanja finančnih virov in kadra se te ideje niso realizirale.
Za piko na i pa smo leta 2018 dobili tam še skladišče soli, Komunala. Ja, pač območje je veliko, mogoče ga nismo prepoznavali kot spomenik take vrednosti. In so se pojavila tudi ta ideja, da se začasno postavi nek objekt, ki ni bil nekakor primeren in je obstal predolgo časa. Tega objekta sedaj ni več, mislim, od letošnjega poletja oziroma jeseni je bil objekt odstranjen, premaknjen na drugo lokacijo. Objekti so v relativno slabem stanju, tako konstrukcijskem, zaradi slabega vzdrževanja, pa tudi teren tam najbrž ni zelo stabilen, ne? Zdaj, glede same stabilnosti terena, moramo vedeti, da se v bistvu konstantno opravljajo meritve, tako da ta stvar je relativno pod nadzorom, no? In da tisti del mogoče še ni najhujši, kar se tiče premikov. Zdaj, kar se pa tiče konstrukcijskega stanja objektov, je pa to res precej slabo, kar so potrdile tudi zadnje analize, ker smo naročili pač analizo statičnih konstrukcij pri enemu podjetju in so ugotovili, da so bile te hiše v bistvu narejene iz relativno slabega materiala. To je zato, ker najbrž nikoli niso bile narejene, da trajajo, ker so se tudi vmes blazno spreminjale. Pač rudnik je gradil, kar je rabil in tudi rušil, kar je rabil. Če enega prizidka, nadstreška, naslednji dan niso več rabili, so ga podrli, ne? In zato ga tudi na novo niso zgradili iz dobrih betonov in dobrih gradiv, tako da danes imamo v bistvu res eno še kar klavrno zapuščino, kar se tiče konstrukcijskih elementov, ne? Moramo pa vedeti, če to, da tle se v bistvu ohranja predvsem tehniška dediščina in iz vidika ohranjanja se gre tle bolj za tisto, kar je v objektih, se pravi za stroje, za naprave, za proces pridobivanja rude, ne pa tukaj za samo neko arhitekturo, ki v bistvu ni nek presežek, ne? Posebnost Jožefovega jaška mogoče so te garderobe. Verjetno tudi več gledalcev to pozna, so že videli tisto sliko, vsaj če ne uživa ta ambient, ampak take garderobe se pojavijo v večjih rudnikih, samo da so jih večinoma že izropali oziroma pobrali kovinske dele in da niso ohranjene barve. V Jožefovem jašku pa je vse to še ostalo in je prav zato ta vrednost ambienta toliko večja, no? Ampak kljub vsemu to pač ni zaščiteno kot arhitektura, ampak bolj kot tehniška dediščina. Celotno območje tudi nima urejene komunalne infrastrukture, to pomeni kanalizacija, vodovoda, električne napeljave. Ja. To je velika pomanjkljivost, ne? Ta infrastruktura je vsa obstajala, ampak pač zaradi toliko let neuporabe je zastaralo, se je to uničilo in je to tudi naš cilj, da se to projektira trenutno. Je pa to povezano tako iz vsebinsko zasnovo, kot z projektiranjem arhitekture, pač vse to je povezano in je treba istočasno urejati in tuhtati. V tej študiji, o kateri se pogovarjamo, zadnji v vrsti večjih študij, ste zapisali, da imajo danes v teh poslopjih svoje prostore gasilci, imajo vadbene prostore, modelarji imajo poligon, taborniki skladišče, Komunala, občina Idrija, krajevna skupnost, tudi skladišča. Za te namene so očitno prostori še primerni, ta trenutek. Ja, ampak se za skladišče ne rabimo veliko, ne? Rabimo vrata pa okno, čez katerega se ne da vdreti. Prostori pač služijo za silno, za nek osnovni namen skladiščenja, ampak mislim, da prav letos, ko smo bili priča temu vandalizmu na objektu upravne stavbe, smo videli, da se tudi to lahko v bistvu ukine, ker so bila razbita vsa okna na zadnji strani, kar pomeni, da pač pada dež noter in da tudi skladiščiti ne moreš stvari, ne? Potem smo to na hitro sanirali, pač okna so za silo zaprta, ampak stvar razpada naprej, no? Mislim, skladiščenje pač ni neka dejavnost, ki bo na dolgi rok ta objekt obdržala živ. Tako smo pri viziji. Kakšno vizijo ste oblikovali v vaši skupini? To je pa zelo kompleksno vprašanje. Kje začnemo? Pri dediščini najbolj. Pri dediščini, ja. Neka globalna vizija, no, tako če jo probamo v en stavek strniti, je, da želimo, da bi Kajzer postal v bistvu prostor kreativnih kultur, center kreativnih kultur. Ta izraz smo uporabljali, ko smo v bistvu med sabo se pogovarjali.
Zdaj, kaj to pomeni? Pač eni interpretirajo, hočete narediti rog, hočete narediti metelkovo. To niti približno ne drži. Ne? Pač, mi stremimo bolj v smeri proti, ne vem, mogoče cukrarni ali pa kibli v Mariboru ali pa prepletu pač nekih kreativnih razvojnih industrij, ki so pa tesno povezane tudi z znanjem in s tehnologijo. Se pravi, ne samo umetnost, ampak preplet pač vseh teh treh sfer, pa še pač nekaj lokalnega znanja, ki se kaže v obrti, taki in drugačni, in vse to skupaj predstavlja v bistvu kreativne industrije. Zdaj, ne vem, boš ti še malo v detajlu? Ja, mogoče, no, sam to se še dodam, ko smo govorili o poimenovanjih jaška, jašek se je imenoval nekaj časa tudi jašek delo. In je tudi to poimenovanje kar v rabi in mogoče se je tudi izhajali iz tega v naši viziji, no, da naj bi bil to prostor dela, da ne bo to pač muzej v klasičnem pomenu besede, ampak da so tam prisotni ustvarjalci, izdelovalci nečesa, raziskovalci, mali obrtniki, mogoče, ki se ali z dediščino ukvarjajo in društva, da prostor oživimo. To je naš cilj bil nekako. To ne pomeni, da Idrija dobijo še nov muzej že obstoječem, pa nov rudniški center ob že obstoječem, ampak ne, neko drugačno obliko. Ja, vsekakor je namen, vsekakor je namen, da se prezentira dediščina, to sploh ni vprašanje, pač stremimo k temi, da strokovno to počnemo in se tudi povezujemo z ostalimi akterji, lokalnimi in državnimi na tem področju, tudi dobro sodelujemo. Je pa namen, da se še v druge namene, prostore nameni. V študiji ste napisali tudi tak program, nekaj točk zanimivih. Razmišljate o turizmu, o gostinstvu, o sedežih javnih zavodov, o prireditvenem prostoru na prostem, o razstavišču, čeprav galerije že kar nekaj v tem mestu, v poslovnih prostorih za zasebnike, izobraževalnem središču, mladinskem centru, objektih za šport in rekreacijo in še podobno. To so bolj konkretni programi, ne? Ja, mogoče bi šli tle en korak nazaj, pa bi še povedali, kako smo prišli do nabora idej, ne? Ker pač mi nismo si kar izmišljevali, kaj vse bi tja dali, ker potem, ko se prebere seznam, včasih tako izgleda, ampak mi smo se v bistvu pogovarjali z enim kupom deležnikov, se pravi od sosedov do javnih zavodov, do raznih strokovnjakov, do društev, v bistvu vseh, ki so že v preteklosti izrazili interes in s tem nabrali en dolg seznam pobud in idej. In potem smo probali to umestiti v prostor oziroma sestaviti neko vizijo, ki je čim bolj vključevalna, ampak hkrati ne tako zacementirana, da pač zdaj, če gremo, ne vem, čisto konkretno spreminjati nek odlok, si potem zapremo vrata za kakšne druge stvari, ne? Tako da zdaj, kar se tiče recimo turizma, se mi zdi pomemben podatek, o katerem je treba razmišljati, da v bistvu Kajzer leži na začetku krajinskega parka Zgornja Idrijca, ne? In je lahko to ena od dostopnih točk. Se pravi, se s tem naveže na nek program, ki že obstaja, ne? Ravno tako se navezuje na druge vhode v rudnik, na topilnico, na grad pač iz vidika dediščine. Se pravi, to je ena od figuric v mestu, ki dopolnjuje neko že obstoječo ponudbo. Mi ne bomo odkrivali tam tople vode, ne? Potem, ne vem, katere smo še imeli take. Ko govorite o turizmu, najbrž ne govorite več o hotelu. V nekem obdobju je bilo govora o hotelu. Ja. To ste opustili, to mislim. No, to je pa v bistvu to, kar sem prej rekla, sprememba občinskega odloka OPN-ja. Pač v sklopu zadnjih sprememb smo tudi namensko rabo zamenjali, ker je bila prej v bistvu taka, da bi lahko na tem območju zgradili samo hotel. Predtem pa bi mogli narediti OPPN, se pravi podrobni prostorski načrt, kar bi še podaljšalo vse možne posege na lokaciji, tako da smo potem v dogovoru z Luzom in z MOP-om opustili zahtevo za izdelavo OPPN-ja in spremenili namensko rabo. Se opravičujem. Tako da lahko zdaj v bistvu se tam izvaja najširši možen nabor dejavnosti. No. Že prej smo ugotavljali, da so objekti ta trenutek v slabem stanju, kakršnokoli izvajanje programov pa potrebuje nekaj osnovnih pogojev. Odkot denar in koliko denarja? Veliko najbrž. Prav bi prišla ena milijonska injekcija. Ja.
ampak tega ni. Ja, kakšna 4-milijonska injekcija bi bila potrebna, da bi pač obnovili recimo vse objekte na območju, ampak ker to ni možno, trenutno ni nekakšnih večjih razpisov, niti proračun občinski tega ne zmore zagotoviti. Iščemo kakšne tudi manjše projekte, vsakega tisočaka smo veseli. Zdaj mogoče največji vložek je bil v letih 21 in 22, ko smo zamenjali strešno kritino in stavbno pohištvo, se pravi vrata in okna na tem delu, ki je spomenik državnega pomena. To so izvozna postaja, prizivnica in strojnica, machine house. Tukaj smo pridobili nekaj sredstev iz Ministrstva za kulturo na teh rednih razpisih za obnovo spomenikov. Kulturne dediščine, to je en razpis, drugi razpis je bil pa Alpsko mesto leta, tudi tam ste nekaj dobili, ne? Tako, to je bil tudi en manjši razpis. Dobili smo sredstva za nekaj vsebinskih dogodkov, preko katerih smo malo znova ozavestili ta prostor. Eni 3 dogodki, tri večje dogodke smo organizirali tudi z mednarodno udeležbo, ki so bili lepo sprejeti. Sodelovali so tako lokalna društva, univerza, arhitekturna iz Zagreba, iz Ljubljane, biotehniška fakulteta. Tako da se je skazalo kot fajn Bo pa najbrž ideja. prvi naslednji korak v urejanje komunalne infrastrukture, če ni kanalizacije, vode, elektrike, interneta, naprimer, ne, je težko. Kot je že prej Lenka rekla, so projekti v pripravi. Pač v bistvu nameravamo letos vložiti za gradbeno dovoljenje, ampak kje bomo pa dobili sofinanciranje za to, je pa še drugo vprašanje. No? Ker je treba za infrastrukturo iskati posebne razpise, ki so pač vezani samo na to, ampak ponavadi so to razpisi za oskrbo manjših naselij, recimo, ali pa pač krajev, kjer nekdo prebiva. Tako da tle smo v bistvu na takem področju čudnem, da se zelo težko tudi prijavljamo na vse razpise. Ne. Smo zelo majhen spekter, kjer lahko črpamo denar. Imamo. No, čeprav ni za obupati, naprimer, topilnica je dobila v preteklih letih kar nekaj milijonov javnih sredstev. Brez teh ne bi mogli obnoviti, sigurno. Ne vem, na kakšen način se financira topilnica, tako da... Ampak verjetno nismo na istih razpisih, ne vem, ali pa smo. Pomembno se mi zdi tudi vprašanje, kako na te vaše zamisli, projekte, ideje gledajo bližnji stanovalci. Velikokrat ste se pogovarjali z njimi. O čem razmišljajo? Pogovarjali smo se na teh sestankih z različnimi skupinami deležnikov, tudi sosedi. Izrazili so pač neki bojazni, neki tudi v bistvu veselja do tega, da se nekaj ureja, dogaja. Mogoče ta strah je povezan iz nekaj slabimi preteklimi izkušnjami z večjimi dogodki, kjer se prej ni predhodno uredilo nekih, se ni dogovorilo pravilno. Skrbi jih mogoče povečan promet, hrup, pač ko še ni bilo jasno, kakšne dejavnosti, aktivnosti se bodo izvajali na tem področju. Zdaj neke ideje, smo upoštevali, smo šli eden proti drugemu. Se pravi, je pa ta program še ni zacementiran, sigurno pa bomo jih še vključevali vse odločitve. V tem dokumentu sem prebral njihove predloge, se mi zdijo zelo zanimivi. Namreč sosedje predlagajo, da bi tam bil primerno letni kino, gledališče na prostem, da bi bili umirjeni koncerti, kavarna, vstopna točka na Rake, to smo že prej rekli, večnamenska kulturna dvorana, sobe, apartmaji, stanovanja za mlade družine,
celo oskrbovane stanovanja za starejše občane. Primerni programi. Ja, sej neki teh idej, te ideje so skupne. Prireditvena dvorana je mišljena, taka večnamenska dvorana v garderobah. Predvidena je tudi ureditev dvorane vadbene za godbeno društvo Rudarjev Idrija. Tudi koncerti so predvideni. En tako prireditveno prizorišče je pod Lipo. Smo tudi že ga preizkusili in je super prizorišče, so se tako nastopajoči kot obiskovalci fajn počutili. To pomeni, da je prava energija v tem prostoru. Melchiorca je bila tam v preteklem poletju. Ja. Je pa pač tukaj pri vstopu je pa večje prireditveni prostor, kjer se tudi načrtuje kakšen večji koncert, ampak teden, to pa ne bo postalo osrednje prireditveno območje. To pa sigurno ne. Dobre prakse. V dokumentu predstavljate tudi primere iz tujine, kjer so s podobnimi problemi našli zelo simpatične in dobre rešitve. Katere? Zdaj, jaz ne bi naštevala poimensko tega seznama, no, ampak mi smo našli primerljive prakse, se pravi, smo gledali večinoma po večjih evropskih mestih, ki imajo tudi neko rudarsko zgodovino, nekaj tega v Španiji, na Nizozemskem in podobno. Češka, Nemčija, Italija. Tudi, ja, pač, če gledamo sosednje države, s katerimi smo tudi v bistvu redno v stiku prek raznih projektov. In pač to so dokazi, no, da se da neko mesto, ki pač bazira na tradiciji rudarstva, preobraziti v neko sodobno prestolnico. Je pa ena skupna stvar pri vseh teh projektih, ki smo jih mi prikazali v tem dokumentu, in sicer, da gre za sodelovanje zelo različnih akterjev in da je vedno več vključenih deležnikov. Se pravi, nikoli ni to neko območje, kjer bi se izvajala samo ena dejavnost, ampak gre vedno za preplet nekih zelo različnih stvari, večinoma ustvarjalnih, kulturnih, izobraževalnih in podobnih programov. Ker očitno je pač to nek recept, ki vzdržuje trajnost in življenje na območju. Zaradi tega smo potem podobno predlagali, no, tudi za Kajzer. Zelo zanimiva mi je bila misel, v tem dokumentu sem jo prebral, tako ste jo zapisali. Jožefov jašek naj bo namenjen rudarjenju 21. stoletja, to pa je kreativna in kulturna industrija. Ja, to lahko po moje, kar pripišemo Matevžu Štravsu, je njegova misel, ki ima po moje tudi največ izkušenj s kreativno industrijo. In pač ja, moram reči, da je to mogoče še malo neznan termin v pač vsakdanjem življenju, ampak je pač to neka nova smer, ki se nakazuje pač v nekem evropskem merilu in se promovira potem tudi na razpisih. Mi smo žal pogojeni s tem, da moramo prilagajati svoja besedila in svoje delo razpisom, ki prinašajo denar. In je pač to neka smer, ki se jo zasleduje, no. Je pa velik del tega tudi trajnost, kar se mi zdi zelo pomembno, pa mogoče tudi digitalizacija, kar je tudi en del tega projekta, mislim, ves čas nekako zraven oziroma v ozadju, pač ta digitalna prezentacija dediščine, ki nekako ohranja idejo pač za zanamce, tudi če se stvar v realnosti spremeni. Projekt ste tudi pogledali iz 5 različnih gledišč. Projekt je pomemben za mesto. Zakaj? Lenka. Ja, sigurno. To je v bistvu še zadnji rudniški večji objekt, ki je neobnovljen, ki res ima veliko potenciala. In mi ga res vidimo kot prizorišče za najrazličnejše aktivnosti, kot smo prej govorili o teh programih. In nekateri programi do zdaj niso našli mesta v mestu, rekla, ampak bodo tu našli mogoče svoje prostore. Tukaj mogoče in ljubiteljska društva z področja kulture, pač, ki smo dolžni zagotoviti primerne prostore. In pa seveda obnovljena
dediščina, UNESCO dediščina. Projekt je pomemben tudi za celo občino. Mesto brez okolice, brez občine pravzaprav ne more dihati. Zakaj za občino? Pač občina Idrija se tako kot marsikatera druga manjša občina sooča z odseljevanjem mladih, kar je precej vezano tudi na centralizacijo pač v Ljubljani. In eden izmed faktorjev, ki bi mogoče ta trend lahko obrnil, bi bila tudi neka zanimiva ponudba oziroma možnost za različne zaposlitve v mestu, ne. In zdaj, če se bi to območje razvijalo tako nekako, kot smo si zamislili, če bi nam ratalo realizirati vsaj polovico zastavljenih ciljev, bi to zagotovo pomenilo pač neko dodano vrednost samega mesta, ki bi pritegnila in zadržala tudi okoliške mlade, da bi pač več participirali in v mestu in v občini posledično. Zanimivo mi je bilo v dokumentu tudi to, da ste oblikovali neko novo regijo, pravzaprav ste začrtali okrog Idrije in v to malo regijo povezali območje od Logatca, Žirov, Tolmina, Ajdovščine. V tem primeru Idrija ni tam nekje daleč, ampak je v bistvu v središču vsega tega območja. Ja, tako smo si malo predstavljali, da če bi nam ratalo en tak center vzpostaviti, da bi začele okoliške občine gravitirati, mogoče tudi bolj v Idrijo, ne toliko v Ljubljano, samo v Ljubljano in v Gorico, no. Da bi lahko bila Idrija ena umestna postaja, ki bi bila ravno tako zanimiva in redno obiskana, ne samo 2-krat v življenju zaradi rudnika pa zaradi žlikrofov. Pomen za državo pa najbrž vidite v luči decentralizacije. Ja, sploh na to temo kreativne industrije, kreativnih kultur, sigurno. Je pa tudi mogoče ta industrijska dediščina se šele sedaj postavlja mogoče ob bok drugi dediščini, ali sakralni, ali kakorkoli. In mislimo, da smo tudi tukaj lahko en dober, zgleden primer obnove in revitalizacije. Upamo, da bomo to dokazali. Desetletje v Idrijo hodili strokovnjaki gledati, kako se podobne probleme reši. To bi bilo sanjsko, ja. To bi bilo super. Tudi ta pogled univerzalni preko UNESCO, s tem pogledom ste zaključili vašo študijo. Ta pogled je pomemben. Smo pravzaprav del globalne. Ja, no vse to v bistvu, če se vrnemo na čisto začetno vprašanje, kaj sploh je dediščina oziroma zakaj je to sploh pomembno. Pač, če smo prepoznani kot del svetovne kulturne dediščine in vpisani na UNESCO, bi se mogli pač s tem ponašati in to pač ohranjati in prezentirati. To je vsekakor nekaj posebnega in ena čast, ki jo nima kar vsako mesto. Tako da biti na zemljevidu UNESCO dediščine je zagotovo bistvena stvar v tej zgodbi. Mogoče to res kdaj pozabljamo. Ja. Vaša skupina deluje naprej? Zdaj nismo glih tako skupina, no, kot kakšen band, so tudi drugi sodelavci. Mislim, v teh zadnjih 3 letih je bilo ogromno enih sodelujočih, ki so nam pomagali in priskočili na pomoč in odgovarjali na naše klice, sodelovali pri dogodkih. Tako da upam, da se bo to nadaljevalo. Ja. Smer je prava. Ja. Meni se zdi pomembno res, da je Kaiser postal v bistvu res, mogoče ne le na dnevni bazi pogovorov in nekega dela, ampak na tedenski pa sigurno pač stremimo k temu, da se redno vzdržuje, bolj redno kot se mogoče prej, da se išče možnosti financiranja. Tako da pač ne smemo se ustaviti, to je najbolj važno. Vsekakor. Katja Martinčič in Lenka Grošelj, hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta zanimiv pogovor. Hvala. Hvala za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.